Mislim, da za dol, če smo bili vsi pač Balkanci, ne? Če smo šel, za Avstrijce, ne? Ja, valjda in tako. A ga imaš, Aljo? Zelen svet. Ja, to je to. Evo, tele baterije so šle z vaše podpore. Hvala lepa, hvala za seribe.si. Nisem vedel, da imamo tako dober, da imamo pa še, da je ta light, nisem zelen, da tudi ste imeli. Jaz se, če nisem opazil. Dober. Zanimiv. Vidim, da imamo neko, jaz sem mislil, da je kaj. Kva? Ne, sem mislil, da zdaj gledam naš, kar je se res pripravil, pa sem mislil, da je tako prejšnji teden, da imamo kakšen program prej. Lega še Lebajzer je, ki bi lahko, veš, kauno, to, da je video poslala, pa da nas pohvala, da smo v bistvu boljš kad Douglas poet. Mislim, tako, ne, ni tega rekla, to sem jaz rekel, ampak... Se veno, Mislim, tako, lepo nas je pobožala. No. Tudi jaz sem to razumel. Hočem reči, da je pozabil, da to se je zgodilo en mesec preden smo povedali, ne. Tako da bi lahko tudi na ta teden predstavil, ampak pa če še Lebajzer pa pač... Dobro, enkrat to lahko samo enkrat izkoristimo to, da nas je video pohvala, ne moramo vsak teden, ali? To je res, sam smo imeli že itak od programerja, pa še to, tako da smo imeli dve, a veš, v bistvu. V bistvu res smo vse na boje strili naenkrat. Pa ni nobene ocene napisal, tudi ChatGPT ne. ChatGPT še piše, kaj tako dobro oceno bo napisal. Nora. Mislim, lahko pa, drage uporabnice. Ta šterka zdaj boljše ocene piše. Ja, sem res šterka, ful huda. Drago poslušalstvo, dajte v ChatGPT v nalogu, da napiše recenzijo za Apple Podcast, pa sam copy-pastite, veš, kaj je lažji. Tako, eno dobro pohvalo, kaj bi napisal. Vse to, ja. A v slovenščini? Seveda, on zelo razume. Vem, da zna, samo jaz... Šterka zdaj zna še ful bolj, kot prej. Jaz sem trojko probal, trojka ni... Mislim, mal ga kakšna stvar... Mislim, sem ga še najdel, da če bi bral tekst, bi ga najdel, da je generiran. Ne, je bil pa zelo dober, no, par stvari je bilo... Ne, angleščina je absolutno boljša. Ne, pustimo, angleščina itak. Govorimo v slovenščini. Se pravi, za slovenščina je malo caplav zad, ampak angleščina je pa že kar v redu. Tako da nigerijski princi saj še nekaj časa, da nas ne bojo mogli napadati. Ko boš ugotovil jih izdvoji. Samo oni bojo zdaj ugotovili. Se bojo. Če bi se bil let dve, no. Po moje prej. To prej, po moje govorimo o parih mestih. Kaj ti gospod in gospodinja napiše. Ja, iz banke, vaša šparkase. Tako je treba zamenjati geslo. Tukaj sem te rad čakal. Hvala lepa. To še Google Translate zna, tega ne razumem. Veš, to imajo po moje oni ene napake, ki se jim ponavljajo, copy-paste, razumeš, ko ima en mušter, iz katerega dela. Ja, očitno dela, ne? Za tega ne spreminjajo metoda, veš. V toliko pa toliko procentih dela. Zato za dosti dobro dela. A veš, ne rabiš samo en promil, da rabiš, da je lukrativ biznis. Točno to. Če več jim pošlaš... Se smo rekli, da, a veš, koliko procenta ljudi verjame, da so jih obiskali vesoljci? Ne, pa to, ko smo imeli... 3 milijone? 3 milijone, ne. Če jim prehranska dopolnilna še zmeraj ni noben spomnil, dragi ljudje, pa že en let nazaj sem vam to povedal skoraj. To je res dober biznis, 3 milijone, pa teh so dosti čukljeni, da bo iz jih kupili. A veš? Pa še žabo, aloe vera jim zapakiraš, da bo imel boljšo kožo po sninarju z vesolcem. Pa če res trupo ne prodajaš, da te nekdo pač ne toš, ne? Ne, aloe vera. Nekaj lepega, ja. Za na kože je v redu, pač ne v oči, seveda se to napišeš, pa da se zaščitaš pred morebitnimi tožbami. Pa ne usta, tako, pa ne poješ tega. Čeprav verjetno aloe vera tudi lahko poješ. Ja, če bi bila ta prava, najbolj tudi, ja. Ja, malo pogritska še. Ne vem, kakšne aloe vera s tim, ampak ti ni za gritska. Ne, vse so kaktus gleda. Ja, itak. Niso te kaktusi, ki ti ješ. Ne, fotar je bil, no. Razen če je rekel nekaj drugega. Spet prviš penis opizda. Torej, avizo? Hvala lepa zi. Poslušmo. Slušajte.
Zdravo, to je podcast o štoparskem vodniku po galaksiji. In vsake epizodo bolj o življenju, vesolju in sploh vsem. Ja, kljub temu, da smo včasih divje netočni, smo še vedno. Aljo. Peli. In zi. Hvala za podporo, ocen niste dali in ker ste tudi ta teden z nami. Meni je scenarist to sicer napisal, čeprav niste dali. No. Scenarist je tako nepoboljšljiv Optimist. Všeč mi je, ali je to prilagodi on the fly. Ne? Ja. Tako da lepo, to pa lepo. Teh 148 oziroma 149 Ta kilometrina se že more nek pozmisliti. Še malo pa dnevnik. Če bi bili pa še tle toliko zanačkov v tej prvi epizodi, pa se nismo bili toliko zanač, ampak zdaj moram imeti pa res enkrat to poslušati. Jaz sem zanačal, moj bog, smo se ljubili. Je bilo dobro, Ne, se nastavki briljantno. Ti briljantno se vili že na delač, ampak. Ne brušen diamant. Ne, a veš, kje se mi zdi? Ker smo ime najdli, ker to moramo povedati, ne vem, če smo kdaj, a tega se nismo zmenili na Peru prej, ne? Ne, to je bilo direktno. In ta trenutek je bil tisti, ki ga lahko povežeš tako, kot mislim. Z briljanco. S to briljanco, ki zdaj poslušate, drage poslušalke in poslušalci. Čist neskromno. Čez 2 tedna bo naš Aljo bil vodil dnevnik RTV Slovenija. Ne bo, kako še zmerni odstopil. Ker se še nisem v SDS učlanil. Poudark ne še. Ne vem. Helej, če hočeš kam priti v življenju. Ja, veš, SDS boš zihar hiter. Možeš tudi kažno grenko pilulo, kdaj požrtveš. So žrtve, ne? Žrtve morajo biti. Čeprav moj sošolci iz osnovne šole, mislim, ni da se učlanil, je pa mogoče samo zato, ker se je učlanil, ampak je sam simpatizer, pa nima nekih strašnih benefitov. Ja, se odvisen po mojih. Mislim, da ful plačuje v nekih črlarin, pa nič ne dobiva od tega. Okay, kaj pa ti veš? Mogoče pa ima. Ne, se neko zadoščenje mora imeti, ker je zadovoljen pač. Hvala Bogu. To je to. Zato je demokracija. No, eto. Poj pa se v redu. Tako, točno to. Kje smo bili? V prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi. No, lahko še za nas poveste še komu, tudi po temle egomaničnem izpadu. Mogoče smo že malo predelali. Dobro, blago se samo hvali, pregovor, ne? Treba je verjeti vase. Fake it till you make it. Kako se že temu reče, ta Donny Krugerjev efekt, jaz ga imam mal. Mislim, čeprav mislim, kaj je. Pustimo. Vsak glas šteje, povejte že, kako bo za nas. Gremo na hvalnik. Prejšnjo epizodo. Ne, prejšnjo epizodo. Kaj pa bo v prejšnji epizodi? Ja, reče, ukrta se v ladjo. Ratalje. Malo bo napeta scena. Zdaj me zanima, kaj bo v škatlah. To je zdaj stvar, ki me najbolj... Si ti povedala? Ja. A so ti rekla? Ne, nisem mi rekla. Lepo sta počakala, da bom še en teden trpel, pa ne. So prosti. Nisem mislila tako. Glavnem. Meni je ta začetek poglavja spomnil na eno drugo poglavje, kjer se je dogajalo, da je sicer takrat Ford imel ta, ni bilo to moment. Res je. Ampak tokrat ga je imel Artur, ker sta bila s Fenčerču, tam nekje sta si najdla nek... Isto sta si spet najdla neko zavetišče oziroma brlogec. Neko zavetišče, nek brlogec sta si najdla, ampak Fenčerč je bila toliko zmantrana, da je spala. Artur je prišel pogledati, kaj je ta zvok. Nekaj spet ropotal. Nekaj ropotal in je bilo do poladi in spet je on leteča stvar pa šla vmes in pol je spet šel levo na mest desna in vse je bilo pač, mislim, Ja, pa hodniki so bili klaustrofobični, pa tamačni, vse je bilo tako, kot je bilo tam, sam da ni bilo to. Vse je bilo tako, kot pri Alienu Enki, če kdo gledal. Čaka, ni to že zanč, kdo je že rekel, da... Res? Kdo je to rekel? Ne, da so bili pri TV seriji, da ima TV, na Discordu. Na Discordu to je pa res gledal, en rekel. To se pa tudi jaz spomnim. Ni treba zdaj v živo gledati, kje je to. Bomo dali v zapiske. Ali? Magari, ja.
Ne, naš Discord res ni tako gost. Ko smo se pogovarjali o Arturju, upravi tudi zraven nekje. Ja, Matej Arte je napisal, sam zdaj pa ne vem, kje je. Ja, se ti pravim. Pustimo, bomo dali zapiske. Bomo dali zapiske. Ampak meni se je bil glih Seto Dejlijana pa odštopaca, nekaj tacga divjega. Ja, sam ne vem, če je bilo. Zato tako dober trive je, da me zdaj že zanima. Mogoče bomo dali v naslednjo epizodo. Ja, pa očitno imamo to, zdaj že kar skroja. Mater volaj tega. No, skratka, velike te. No, pridite na Discord, ker so te zanimive informacije, ki jih še mi ne vemo. Da bi bili neka avtoriteta, ampak kaj. Doma podcast. Blodo je k zmešan. In pol je končno prišel, kam je prišel, tle je ta glaven prostor, kjer je bila neka opazovalni zaslon in tam je bil tudi Ford, ki je rekel, da je to malo bolj napotihne. Ker Ford je imel pa to, kar je bilo v škatlah. Ena izmed stvari, ki je bila v škatlah. To je na monteru, ne? Ja. Mislim, je imel tudi per, no. Ja, se to. Ampak to sem vedel. Mislim, za alkohol sem vedel, da ga je sabo odnesel. Sam nisem pa vedel, da je VHS set cel si naštimal in ga skalibriral. Mislim, a veš, zdaj spet, takrat je mogel človek, a veš, televizijo nest. Pa televizija včasih ni bila taka tenka, pa vidka. Narodna reč. Ja, zelo. Še kar narodna reč. Pa je imela kar par 10 kil, po moje takrat v večji kaplacev. Če je ekran, kakšen te zaresen. Da bi zaresne filme gledal, ne. Večja katodna cev. Ta prave, ne. Težji bil hudič. Ja, Nordman, da unta velik je bil 50 kil težek. Ne vem, ful. Tisti je bilo, katodna cev ni bila. Aj ti šal, Florenc. Vse to. Ja. No. Pa ne, mogo še VHS vlačati sabo. Ja, pa še kaset ful, če skoto kaj gledati, če nisi vzel sabo, to ni bilo v oblaku, to je bilo na traku. In v glavnem zato je bilo za cel voziček ali dva, ne vem, koliko so odvlekali. Poleg še velik pera. Poleg ful pera. Sicer ne vem, zakaj je Artur uporabil tisti plašč zaradi pera ali zaradi... Jaz mislim, da je kar zaradi pera uporabil tisti plašč. Po moje pa zaradi robe, če so policaji bili tam, veš. Zaradi pera, per skriješ. Ne moreš reči, veliki znanstveni prodor, pa 37,000 Guinnessov mim. Neka tehnična roba čist paše. Televizijo bi še rekel, to rabimo za monitoring, pa posnet moramo. Pokažemo. Per pa res ne gre. Per težje obrazložiš, ne. To je res, ja. To je res. Ok. No, dobro. In kaj Ford gleda, ne? Veličastnih 7. Veličastnih 7, ja. Tako. Če se kdo še spomne, mislim, jaz se jih malo bežno. Jaz filma bežno, ampak je Yul Brynner, Charles Bronson, Steve McQueen. Huda zasedba. Najboljši bil. Kavbojka je bil. Čeprav ni bilo, zakaj zdaj to bilo pa še enkrat, neki remake. Zdaj pa remake, zdaj pa Denzel Washington igral, Hugh Prey. No, to pa nisem delal. Jaz sem tudi tistega pogledal, tisti je boljši ta star. Bomo dali ta starega v zapiske, pa bo boljš. Pa tudi Musko ima zelo hudo, čeprav tisti, ki ste živeli v Jugoslaviji, kar ste bili vsi, če ste živeli v Jugoslaviji, se spomnite tudi Smogovcev, ki so imeli isto Musko. Ne, ti se pa ni bilo, mislim, da ni bilo Smogovcev, je bila pa Bonanza. Ne, ista je bila ista. Je bila ista. Sam da je druga izvedba, malo hitrejša, mogoče je bila malo. Bonanza je iz Smogovcev, če se zdaj sem me presekal neki. Skoraj zihar nekaj sem obede poslušal danes. A res? Ja. Bonanza se mi zdi, da je bila ta točno de facto ista. Nisem pa vedel, da so imeli tudi isto. Ja, so imeli. Ko sem gledal trailer, mislim, da sem videl vse te like, pa je bilo dobro. V glavnem, ja. Jaz si šel zdaj po per, ker nisem pa več gledal tega. Dobro, zdaj boš pa še bolj šel po per. Ne, ker ne pijem. Ker sem se zapičil v Tottenham Court Road, kjer je on, in to je bil res becerk.
se spomnil, ko smo hodili po Londonu, so bile res VHS, mislim, te štacune s tehnično narobo. Ja. Sicer zdaj ne več, ampak na Google Mapsih iz leta 2008 se pa še vidi, da je GVC Hitachi, vse to, a veš... Da je bila ta cesta, mislim, ta road je bil znan. Je bil znan, ne. Tako da ni naključno tle, ne. Potem sem se pa spomnil, a sem jaz tudi na tej ulici kupil svojo kitaro takrat, ko smo šli, pa je nisem. A nisi ti v Villageu kupil, je bil? Je v Sohotu, ja. Je v Sohotu, sam se to tako kot je čist blizu. A pomisliš, koliko je enih teh firm odnesel, ne? Ja, valjda, ful. Nekih trgovin z teh mejih. Ne, mislim, tudi teh velikih. Ne, kot smo rekli, ITT, Shaw, Florence. Danes kupaš Sharpov televizor spet v Lidlu. Hvala za prispevek. Ker veš, da... Ne, da najbrž to ne sod v neko top. To so pokupili v ne brende, ki si jih vsi spomnili. Pa Grunding, veš. Grunding, ta bolj televizija. Nordmende, kot ga je on omenil, Blaupunkt. Veš, to so... Edino Mercedese so dajali, recimo, avtoradije Blaupunkt TV noter, ne? Ja. A danes kdo ima še to? Še Mercedes ne več. Ja. Oni najbrž so ta prvi nehali. Ergo, zato so propadli, verjetno. Ja. Ne, v glavnem, pa sem raziskal in sem ugotovil, da sem kupil kitaro še na eni bolj legendarni ulici, kot Tottenham Court Road. Ja. In to je Denmark Street. Okay. Nisem vedel sploh, ampak vedel sem, da je full muzički štacun zdaj, ampak v 60-ih so pa tle snemali Stonesi. David Bowie se je družil z nekimi čudnimi liki, po katerih je skopiral Ziggy Stardusta. Elton John pa Bernie Taupin, njegov tekstopisec, sta se spoznala in napisala prve komade tam. Sex Pistols so v 70-ih tam imeli plot za vaje in posneli nekaj, mislim, tako res. New Musical Express in Melody Maker sta bila tam ustanovljena. Tako, mislim, a veš, ful ene zgodovine rock'n'rolla, bom dal zapiske, ki je page na Wikipediji, je tako bilo zdaj še eno uro se pogovarjali samo o tem. Pa še en studio sem imel, ki je bil do 80-ih, kjer so končali, zadnji so snemali Bananarama. Okay. Niso jih najbolj slavno končali, ampak kaj je? Pa so se odločili, da bojo raj prodajali inštrumente, ne snemali ljudi z inštrumenti. To je pa, tukaj gremo pa tukaj pa čez. Ja, kapla čez rob, pa ne. Pa rami zaključimo, zapremo, da moraj mi prodajati te stvari. Ja, no, tako da sem kar v zanimivo luknjo padel, ampak zanimivo pa, da tista kitara mi pa ni ena najljubših. Už imel pa spominsko, veš, tako. Moj prvi Fender, imam lep spomin na njega, pa vse, pa dvakrat smo šli ker sem se odločil, pa to, pa ne, lepa zgodba, pa vse, zdaj je še lepša zgodba, ampak ta druga, Jazz Master je boljša. No, glavno, pustimo. Odvod od tam, bili smo prvi veličastnih 7, če se prav spomnim. In pol Artur nekaj hoče vprašati Forda, ne. Ampak je bil glihta najbolj ždev, ne? Je bil glihta najbolj ždev in pač, ker smo ugotovili, da je Artur zdaj v Zenu in da je z lahkoto sprejel to Fordovo igro, malo se je namrščil, pa ne, malo je stisnil zobe. Sta skaj pogledala. Skaj pogledala, točno še per je odprl enkrat. Vzel si ga, kaj pa češ. Je ugotovil, za kva bi se boril. Gremo s tokom. A veš, kaj je lažji. In si odprl perček in se pridružil. No, in pol še enkrat vprašane, kako že, pol vprašam, Ford, kako to, da si, Ford, pol, ko sta pa nehali, pa Ford že naprej začel brskati, ne. A veš, in Ford čist besno brska po tem polnih kasetah, mislim, si ga prav predstavljam, kaj iščeš Casablanco? In pol razloži, da v bistvu, da ima zgodbo, a veš, da v bistvu preden so vogoni zemljo raztrešili, v ta prvi knjigi, je gledal Casablanco, ampak sam do pol, ne. In da nikoli ni videl konca. In da v bistvu zaradi tega je on šel, pa zaradi veličastnih 7, je šel nazaj na zemljo. Ne vem, Artur je rekel živijo ali pa karkoli. Lej, človek ima dober filmski okus, kaj ne rečem. To je klasike. To je res. Klasike, lej.
To še zdaj pa je te pogledati, če niste pogledali. Oba dva sta zelo lepa filma. Mislim, ene je zelo lep, ene pa zelo dober. Ne, oboje je dober. Pogledajte, it's a classic. Oba dva sta dobra. To je klasika. Poglejte, lej. Jaz sem enkrat Casablanco gledal v kinu. Wow. Nekje je bilo nekje so bili retro in celo v Naviču. Wow. Ful je bilo dobro. Wow. To bi mogli večkrat vrteti, se mi zdi, take, da gre. To bi šel človek pogledati, take recimo, legendarne stare klasike. Ki pa moje čist drugačke, če doma gledaš. Ja, pejte v kinoteko, če vas to zanima. Vrtijo, pač, tudi bolj pop žanr. Mislim, se tudi, ampak ti zdaj so te stvari iz 60-ih pa 70-ih že klasike ratale vse. Ne, v 80-ih jih niso vrteli, ker je bilo še premladu, to ni bilo še dal starta. Zdaj pa že, ne, veš, tako da. To tudi jaz je, mental note to myself. Jaz sem že enkrat kupil karto, pa sem pozabil jeti. Neka Kubricka, nekaj sem si zaželil, da bi, ne. To bilo pa res dobro, veš. Definitivno bi bilo dobro. Škoda, ne. Moram pogledati, če imajo reminderje, če ne, moram pa reči, da morajo, veš, ne. Če ne si sam reminder. Favorite artist. Ne, da bo Kubrick. Da ti jav. Sej imajo bazo, veš, režiserjev, pa tudi scenaristov. Čeprav, če še zmer tako, mislim, Kubrick je takrat, ki je v stari dobri Jugi je prepovedal uporabiti svoje filme v Jugoslaviji, ker smo jih privatizirali. Ja, ni bil prijazen. Mislim, ni bil prijazen. Ne, mi smo mu kradli, pa je pa rekel, jebem pa mater, ne bo. Takrat za tega ni bilo nobenih filmov. Nič ni bilo Kubricka pri nas, to je res. Prvi je bil Eyes Wide Shut, v bistvu. Ja, pa še to je bil velik problem, ba je. Ja, je bila štala. Tako da ja. Življenje pač. Ja, in tudi. Kar sem po nekem čudnem zaključil, točno ene besede, ki se jih bomo dotaknili malo kasneje, oziroma... Ja, kar to je to. Ne, v bistvu... Jaz bi rekel, da kar zaključimo. Večino obešalnik. Vse imaš, življenje pač. Kaj bomo pa pol s tem, kaj je še ostalo? Bomo pol naslednji teden povedali. Pa le. Sej. Če sem mislil, kaj pa kaj ne pametno. Neč pameten ga ni. Le, življenje pač. To je to. Ja, ne, sem... Zaključi. Ja, povej, kaj si hotel še povedati. Zaupaj se nam. Arturjevo vprašanje, ki ga je Ford tako abruptno prekinil s svojimi veličastih 7 vesoljske ladje, mislim, res je malo ima občutek za mero mano, mislim, pa še za kaj drugega, za taktnost tudi. V glavnem, Artur je zanimalo, zakaj, če je zemlja tako zoprna, zakaj se je sploh, in pol je bilo, ni važno, a bi bolj najbolj gledali film. Se mi zdi, da je bila dobra fora. Da posta, končno sta se hotela, da se malo zbližata neki, da imata neki, a mu vsaj povedal, pa ne, spet dela film gledala. Ja, točen to, ne veš. Pa je pa bil pečeni vprašalnik. Se mi je zdelo, da sem mogel. Ne morem pustiti pizda. Ker nesreta, ne? Ja, čeprav je bil lep konc in bo, seveda si zasluž življenje pač naslov za naše epizode, več kot ja. Ja, večkrat očitno. Ja. Tako da, najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri je Ford končno pogledal drugi del filma Casablanca. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate, ali pa vsaj poveste še komu za nas. Z nami lahko debatirate na Discordu, opravicujemo.se pošiljnica Discord, na družabnih omrežjih pa smo posod afna opravicujemo se. Z vami pa smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe.si. Hvala. Hvala lepa.